Dobro jutro, Vietnam. Kako svetovno, ko si lačen, pa greš za zajtrk, pa dobiš svetovni sendvič za 20.000 bahtov. Ta prijazna gospa tu, da ga naredi na ulici. Podijemo, tu je vse posod že čisti jutranji kaos. Ki jih opaziš, so ti peteline. To pač tu, medtem ko gre zraven milijonska gužva. Ja, taki kiriko je. In uspelo še mi je dobiti sveže stisnjen pomarančni sok za 12.000 dongov. Ja, pol litra, kar je 50 centov. Joj, ja, obožujem Vietnam. Zdaj pa kava, gremo iskat kavo. Minula je se dobesedno 2 minute in evo že na Voglu najdem en lepi kafiček, da bi rekel, ohlajen. Se lepo vsedem, laptop za faks treba narediti. Pa nekaj zadevcev, ki ti pove, tako kot McDonald's, kdaj se moraš iti po kavici dol. Kavici dobiš za penico vietnamsko zastavo. Kava s kokosovim mlekom. Nekaj za probat doma, obvezno. Ja nič, ura je 10:30, ne, 11:30, za faks nekaj naredil, Perota ni, se mi ne javi. Te pa grem kupiti karte za neki lokalni šov, pa na market moram najti neki nahrbtnik neki mali, kam lahko dam stvari, pa verjetno nekaj dobrega pojesti, ne. In seveda se čuditi vietnamskemu prometu tako smere. Ja, tu je cela panika, cela zmeda nastaja. Vam pokazal primer, kako se gre čez vietnamsko cesto, najprej počakati obvezno. Tam že policaji trobijo. Dobro, ajde, ok, zdaj vam kao zeleno. Zdaj probo prečkati najprej. Ja, gremo. Malo. Gremo prek. Čase. Čakat. Naprek. Ok. Se pizdijo. Tu se pizdijo. Gremo. Pri nas bi dobil 17.000 kazni za nekaj tajega. Mislim, pač motoristi pa to bi dobili, ne jaz, ne. Pač, kako prečkaš tu? V bistvu tak, da jih moraš gledati. Zaprej, ko greš prek, jih gledaš v oči. In samo greš in oni se bojo tebe prilagodili, tako kot na motoru. V bistvu, na motoru se furaš tak, da gledaš samo kaj je pred tabo. Kaj je za tabo je irelevantno in preprosto slepo zaupaš, da bojo vsi, ki so za tabo, skrbeli za tebe. By the way, jih čujete? Verjetno milijarde kričkov. Ena stvar, ki ne smem pozabiti, sicer, če imaš denar pri nas, tu imaš Mercedesa, ne? Tu je očitno ulica, ko so sami neki vietnamski hoteli, ne? Ni slabo. Recimo ta arhitektura, ni slabo, pa ta Zen hotel. Čeprav, zanimivo, ne, konkurenca. En hotel, 2, 3, 4 hoteli na 10 metrih. Ampak okej, očitno nekako deluje. Evo, najdel sem centralni market in tu se pač najbolj vidi tudi raznolikost Vietnama, ne, se pravi. Te male uličice, novogradnje, mešano vse z malo luksuza. Ko se vrnem nazaj, pa vidiš zadaj biznis stolpnice, tu pa je glavnem centralni market, ne. Zdaj jaz vem, da me bo tu malo nategnili, ampak vseeno bom se probal zdelati za neko poceni, koliko toliko poceni nahrbtnik, ne. Pa toaletno torbo rabim. Pa prodajajo vse mogoče sadje pa zelenjavo. Zdaj ta market, vidimo, je ogromen. Kupiš lahko vse. Od, se pravi, poceni spominkov, namenjenih za turiste, sadja pa zelenjave. Bolj imam tu vso mogoče hrano, prigrizke,
Ja ne vem, če trenutno ne dela, tu sem včeraj še pil kokos. En kokos sem mi lušta, ja. En kokos, zdaj pa odvisno pri kom se bom smenil, ne, če vemo. Hrana. Gremo kar malo okoli začimbe. Vse možne začimbe. Zadaj imam nahrbtnike. Arašide. Spominke. Tu še je zanimivo, tu lahko kupim tudi pač itak vse mogoče ponaredke sončnih očal. In vse mogoče ponaredke ur. Vidimo. Svašta. Hočem imeti Adidaske. Gucci torbice. Torbe, svilo, hrbtnike. Hello, how are you doing? Kako so prijazni vsi. Glej, nikaj ni. Pa če hočeš, da te nekaj tu sešijajo, ti tudi bojo sešili. Pa valjda prva cena bo dvojnik, ne? Tako da si pripravljen plačati. Spomnim se to zadnje, ko smo tu bili, da smo pač bili nategnjeni vseh možnih strani, ne? Najhuje je, če greš skozi tam, kjer prodajajo cote, ne? Pač vstavljate na vsakem koraku in pač ni šans, da grem zdaj v eno manjšo ulico, pa da vidimo, koliko bo prodajalcev me napadlo. Aha, en. Zdaj še malo vidimo. Vse je lepo, ja. Aha, če imam telefon, očitno niso tak napadalni oziroma me nočejo toliko prodati. Če pa kaj hočem, ne, pol pa... Sorry, thank you. So prijazni? Pol prijazni. Thank you. Zdaj grem pa še v eno manjšo, pa so res so cool, prijazni. Thank you. Si. Oh, hey, hello. Hello, how are you, Papa? Hello. Thank you. Evo pa, če si zaželim sveži kokonat. Sveži kokonat. Veš? On še mora denar vzeti nazaj. Jo, priznam, zna biti kar utrujajoče hoja po tej vlagi. Res, kak nisem vajen. V glavnem, 2 pomarančna soka za 24 evrov, 90 evrskih centov, da se spet dobimo, gremo neko lokalno hrano jesti. Po moje se bo vsaki cajt vlilo, ker je vlaga že neznosna. Kaj bomo pa pol počeli, ne vem. Aha, eno zanimivost za mano. Viš tu? To gor? Nad mano, dobesedno. Kaj je to? To so kabli. Električni kabli. Milijone in milijone električnih kablov. In tu je recimo eno stikališče električnih kablov. Zdaj, kdo ve to zmontirati, pa kdo ve to razmontirati, sam Bog se ga vede. To še ni najhujše, sem dosti hujše še videl, samo evo, za primerjavo. Po drugi strani, kak folk tu živi? Lej, eni se ukvarjajo z reciklažo smeti. Pol imamo tu recimo taksiste, ki furajo ljudi okoli, smetare, pač to je, zdaj recimo na ulici sem zavedel, ampak folk je tu izjemno zaposlen. Pa ekstrema sta, ali si bogat, ali si pa reven. Ne zdi se mi glih, da bi neki srednji sloj tu bil, ali pa je, pa niti tega ne opazim. Tu so vsi mahjeni na statusne simbole, se pravi, boljši avto imaš, kot več si vreden. Skuterov je milijone in je to seveda edino primarno sredstvo, kako se tu okoli prevažaš. Načeloma pa glej, folk nasmejan, prijazen, karkoli rabiš, vse ti bomo zrihtali, vse. Aha, evo ga, tu je en dober primer, pač en najjači Mercedes. Taki avto pri nas prije koliko? 100 pa nekaj tisoč evrov. No, rečemo tu, da imajo
mislim, da ima 100% davek na uvoz Maserati. Najjače. Pravim, 100% davek na uvoz. Se pravi, basically bilo kjer avto kupiš je cena dvojna. Kaj tu delajo? Da imajo take avte, ne vem. Glej, svašta najdem. Tu je Rolls Royce videl, tu je Bentleyja, evo, še en Mercedes. Še en jaki Mercedes. Srečali bom s Perota, pozdravljam Peter. Ja, izvoliš, okrepčaj se. Zdaj gremo končno na kosila, sem tak prešvica, ne. Taka super stvarca Vietnama je tu je. Da hojiš po ulici pa zagledaš nekaj, recimo nekaj, vzami eno ven. Neke kroglice, ki stanejo 2500 in so, se ni banana noti, ja? Pač testo s cukrom. Sladko cukrano testo in so odlične. Pa šla s Perotom v eno sosednjo restauracijo, pa naročima stvari, pa prije nazaj že prvo, ja, tega ni, ne. Za mene sem bil tako, kaj dobro, te pa nič, bom nekaj drugega naročim drugo stvar, ne, prije čez 5 minut, ja, tega tuj ni, pa onih rakov tuj nismo, rekla, ma, fuck off, ja, tukam. Ne rabi daleč, da najdemo restauracijo in glej, na veliko vidimo znak 30K, kar je 1 evro, smo rekla, da gremo probat, če ne dobro, še vedno lahko. Come on? Come on, ja. In otrok mi je pravkar prinesel nekaj pogosti, kak lepo, zeleni čaj, ja. In gospod tu nama bo kar skuhal na veliko, ne? Pač Vietnam, obožujem. Zdaj ima probala kosmati liči, pravi temu Peter. Primeš, porineš prsta not. To da mi liči, evo. Ja, tak pa zgleda naenkrat neurje v Ho Chi Minhu, ko se pač vlije iz škofa. Ne, tu se ne vidi, tam se lepo vidi, na ulici se lepo vidi. Ko se vlije. Dobesedno škofa se vlije. Ti pač, če si na ulici, si kaj? Pačen si, pačen, pogašen si, Pun intended. Joj, gledajo babico, gledajo. Jezus, no. In tako bo zdaj verjetno na 10 minut. Sem tu pod streho po nas prihoda, pol pa bomo mimo šlo. Reko Pero. Moker, sem tudi moker. Povej Peter, kaj dogaja? Ja. Dejansko 200 metrov ali koliko, 500 metrov smo vzela taksi, ker je pač tež preveliki. Že zadnje 2 uri smo sam na kavi sedela in pa čakala, da bomo lahko šla peš, pa pač ne moramo iti peš, ne moramo. Te pa gremo s taksijem, za katerega bomo plačala glih niti 1 evro. Dan 2, druga masaža za nama. Lepo smo se zmasirala, dežuje še vedno, na kavi smo bila milijon let in očitno gremo v eno restauracijo po Perotovi izbiri. Nekaj dobrega pojesti, ne? Molačni. Piščanca, hočeš ribe, rižote, burgerje, testenine, vegetarijanske nudle, mehiško. Kaj hočeš? Sploh ne vem, kaj hočem, da imaš toliko izbire, da sploh ne vem. Nekako sem se odločil, da bom neko predjed jedel, pa testenine, pa kokos, pa spring rollse sem razdelila, pa Peter doktoriral na telefon, ker mu gre na živce dež, ker zunaj pač dežuje in je lepo. Tako da lepo je. Tak, fino najedo, najdo eno, kaj je to, nakupovalna hiša. Pa se odločil, da grem v kino pogledat. Pero se mi ni pridružil, samo...